Že od malih nog so nas učili, da je potrebno zaužiti čim več sadja in zelenjave. Gre za živila, ki so polna vlaknin, mineralov in vitaminov. Vendar zadeva ni tako preprosta, kot se sliši. Več o tem na portalu popolnapostava.com. Najprej je potrebno ločiti med obema skupinama živil. Kadar se želimo znebiti odvečnih kilogramov, sadje in zelenjava na našem jedilniku odigrata povsem različni vlogi. Pa začnimo s sadjem. Gre za živila, ki imajo zelo nizek ali praktično ničen delež maščobe. Poleg tega imajo zelo nizek glikemični indeks in vsebujejo številne vitamine. Same pozitivne stvari boste rekli, kaj? Vendar pozor, poleg vseh zdravih hranilnih snovi, sadje vsebuje tudi fruktozo, ki lahko, kadar se borimo z odvečnimi kilogrami, predstavlja velik problem. Zakaj? Fruktoza spada v skupino enostavnih ogljikovih hidratov. In preden hranilne snovi preidejo v kri, gredo čez telesno čistilno napravo imenovano jetra. In prav tu nastane problem. Jetra pogosto dobršen del fruktoze direktno spremenijo v maščobne kisline. Dejansko lahko uživanje večjih količin sadja negativno vpliva na vašo telesno težo in na nivo slabega LDL holesterola v organizmu. Mogoče ste dobili občutek, da nikoli več ne boste smeli jesti sadja. Jasno, da temu ni tako. Če že, zaužijte sadje v prvi polovici dneva, izberite pa med jabolki, pomarančami, brusnicami, borovnicami, avokadom ali kokosom. Pri tem pa bodite pozorni, da se v celoti izognete sadnim sokovom, ki prav tako vsebujejo velik delež sadnega sladkorja. Vas slučajno skrbi, kako boste v svoje telo nesli vse potrebne vitamine, minerale ter vlaknine? Brez skrbi. Zato smo na začetku ločili sadje od zelenjave. Namreč prav zelenjava bo tista, ki bo vašemu telesu priskrbela vse potrebne hranilne snovi. Za razliko od sadja, zelenjava ne vsebuje večjega deleža ogljikovih hidratov. In prav nizek nivo ogljikovih hidratov je tisti, ki na široko odpre zelenjavi vrata do zdravega jedilnika. Poleg vseh zdravih hranilnih snovi, zelenjava vsebuje še ogromno vlaknin, ki dodatno pripomorejo k izboljšanju vaše presnove. Načeloma se lahko različne vrste zelenjave pojavljajo pri vseh obrokih, ter tako popestrite raznolikost jedi ter okusov. Pri zelenjavi praktično ne morete narediti napake, niti pri izbiri, niti pri količini. Če celotno zadevo povzamemo, je ključno to, da omejite količino sadja, ki ga zaužijete. V fazi hujšanja se lahko celo popolnoma izognete fruktozi na vašem jedilniku. Vsekakor pa ne smete pozabiti na zelenjavo. Naj bo ta kar se da raznolika in sveža. Namreč zelenjava bo tista, ki bo telesu priskrbela vse hranljive snovi, ki jih potrebujete za nemoteno delovanje. Če se ti objava zdi zanimiva, oddaj svoj e-mail naslov na naši spletni strani in poleg brezplačne e-knjige prejmi še ostale zanimive informacije. A ja, pa ne pozabi všečkati, deliti in komentirati.